Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in sedaj gledate Recharge Your Life TV. To je naša druga oddaja, zahvaljujem se za pozitivne odzive na prvi oddaji. Vesel sem tudi vseh vprašanj, ki sem jih prejel, pohval, pripomb. Današnja tematika so v bistvu finance, služba. No, želimo si novo službo, želimo si napredovanje na delovnem mestu, želimo si prvo službo. Skratka, dejansko hočemo več denarja. Ampak, kot vemo, zadeva ni tako enostavna. Nikakor ne najdem nove službe. Kako naj prepričam šefa, da mi da povišico? Kako naj najdem novo službo? Kako naj zamenjam, kako naj sploh začnem? V bistvu vprašanja. Ok. To pomeni finance, zanima nas več denarja. Kaj je sploh denar? K komu pride denar? Denar je dejansko neka taka, bi rekel, tematika. Pravijo, da so v svetu tri tematike, ki so problematične. Denar, Bog in seks. Povsod po svetu, po različnih državah, si lahko dejansko usmrčen, če imaš napačen pogled na Boga, na finance ali na mogoče seksualno usmerjenost. Danes bomo govorili o financah. Ampak finance, še posebej za nas, ki smo rasli gor v nekih socialističnih koreninah, so neka taka tabu tema. Denar je, vedno denar smrdi, vedno gledamo sosedje, nekdo, ki je naredil nekaj kapitala, je dejansko slab. V bistvu ves ta prizvok, kako gledamo v Sloveniji na uspešne podjetnike. Celotna zgodba o denarju v Sloveniji nima nekega pravega prizvoka. Ampak denar je od Boga, denar si je izmislil Bog. Seveda govorimo o novih službah, ampak vse nove službe so povezane z financami. Novo službo redko kdaj hočemo zaradi novega šefa, zaradi novih sodelavcev oziroma novih izzivov. Večinoma iščemo nove službe zaradi denarja. To pomeni, je problem denar. Denar je tisto, kjer smo zataknjeni. In zakaj se je tako težko pogovarjati o denarju? Lažje je vprašati nekoga, nekega sodelavca, s katero je spal, s katero bi spal, s katero ni spal, kot pa koliko zasluži. Zakaj je tako težko poklicati nekoga, ki ti je dolžan denar? Hej, halo, posodil sem ti denar, kdaj bi bila situacija, da mi vrneš? Zakaj je težko poklicati nekoga, ki je dejansko bi ti moral plačati račun in zamuja? Halo, pozdravljen. Kakšno imaš situacijo, kdaj lahko planiram, kdaj lahko računam, da bova poravnala ti najine obveznosti. Denar je dejansko res neka, posebej recimo še v naših storitvah, ko rabimo nekaj računati. Tisti, ki delate za sebe, točno veste, kako so finance težka tematika. V bistvu pojasni storitev in dejansko to delam, to vam lahko pomagam na ta način, vse to, ali pa imaš izdelek je tak, od njega boste imeli take koristi in take, in potem nastopi mučna tišina. Koliko pa stane? Koliko pa je to denarja? Kako naj razložim, da je to toliko, se veste danes v teh naših časih. Ampak poglejmo, pustimo vse te zadeve. V tujini, še posebej v Ameriki, so stvari veliko bolj jasno. Denar je preprosto nagrada. Nagrada za kaj? Nagrada za doprinos. To pomeni, če doprinašamo, če smo koristni, potem je absolutno popolnoma jasno, da smo nagrajeni. Poglejte samo recimo v naši prelepi ljubi Sloveniji, ko včasih si pomagamo drug med drugim, si sposojamo kakšna orodja ali pa delamo kakšne usluge, in dejansko, ko bi bila, bi rekel, neka taka usluga precej lažje rešljiva za denarjem, zaradi tega se je rečemo, Bog izmislil denar, potem rečemo, sosed, v redu, najlepša hvala za vse to, koliko sem ti pa dolžan, po slovensko. Na Gorenjskem si dolžan, v Ljubljani si dolžan, upam, da je pravilno, nima veze. In potem sosed reče, ni problema, bova že poračunala.
In tistega poračunala ni in ni in ni. In potem v povsem nepravem trenutku, ko nam najmanj ustreza, ko imamo najmanj časa, nas sosed pokliče. Ti, halo Janez, a mi lahko sedaj pomagaš, oziroma mi prideš jutri pomagati. Joj, veš, sosed, nekako se mi zadeva ne izide, imel sem neke druge plane. Joj pa, potem pa reče, pa tolikokrat sem ti pomagal, pa dolžen si mi in vse skupaj, cel kup nekega občutka krivde. Kako gremo lahko iz tega občutka krivde? Jaz te zadeve zelo enostavno rešujem. Če čutim, da je človek čuti, da ima nek občutek krivde, če drugega ne, mi saj se dogovorim, da mi pač plača neko kavo ali nekaj me povabi, da vsaj nekaj čuti. Vsakič, ko recimo nekomu nekaj pomagamo, se čuti, je v nekem občutku krivde. Zakaj? Pa to je normalno. Normalno v tem kontekstu, da smo mi dali energijo, on je to energijo prejel in dejansko je sedaj njegova naloga, da to energijo vrne v takšni ali drugačni obliki. Seveda so te izmenjave skozi zgodovino so pač imele različne oblike, ampak najbolj v začetku se vemo, da je bila dejansko srna za par zajcev, ena noga od medveda ali pa kožo od medveda si zamenjal za zelenjavo, karkoli blagovna zamenjava. Ampak kasneje so dejansko pač vse je, rekel, po navodilih našega stvarnika, energije, kakorkoli se verjamem, da se svet razvija v pravi smeri, so ljudje začeli uporabljati denar in denar je zadevo zelo poenostavil. To pomeni, odkar obstaja denar in dokler bo še obstajal, nekaj časa še bo, smo mi v glavnem rešili vse probleme. Koliko si mi dolžan? Ok, ovrednotiva to zadevo, v bistvu najbolje je, da zadevo ovrednotiš že vnaprej, da imaš možnost, da se dejansko odločiš, ali greš v uporabo te usluge ali ne, in potem je zadeva zelo hitro rešljiva. Koliko sem ti dolžen, poglej, tukaj imaš vsaj nekaj tako in... Ker recimo, naprimer, ravno neke izposoje nekega orodja ali nekaj takih stvari pri sosedih so zelo mučna zadeva, ker sosed nikoli noče ničesar sprejeti. In potem ti pa dejansko ne veš, koliko si dolžan, kakšna je situacija, kako je to, in potem pač opustiš misel, da bi se še kdaj zadevo izposodil. Če bi zadevo rešili, ok, jaz potrebujem, neko kosilnico in da mi jo ne rabim kupovati, kosilnica stane 100, 200, 300 evrov, nima veze, kakšna je, ok. To pomeni, da ko kosilnico potrebujem, sem jaz na nek način prihranil denar, ker mi ni treba, da jo imam sam, svojo lastno, in potem sosedu plačam 5 evrov in zadeva rešena. Naslednjič grem brez problema do njega in zadevo zopet, pač on mi z veseljem posodi, jaz si z veseljem izposodim. To pomeni, v nekih finančnih okvirih morajo biti zelo čisti računi. In dejansko, ravno Slovenci, moramo iti preko sebe, da začnemo dejansko na ta denar, na to našo menjavo gledati malo bolj svobodno. Če nekaj narediš, si normalno nagrajen. Ljudje pravijo, ja, potem ne bo denarja več, ne bo tekmovanj več in tako naprej, ampak jaz tega ne verjamem. Ljudje že v osnovi smo narejeni tako, da imamo željo po več. Željo po razvoju, željo po napredku. Zakaj? Zato, ker gonilna sila iza vsega tega je ljubezen. In ljubezen hoče več, ljubezen hoče razvoj, ljubezen hoče tudi, gledajte, če si zdrav, če si v bistvu ne iz neke, bi rekel, neke bolane glave, potem imaš rad tekmovanja. Zakaj? Zato, ker veš, da si sam treniral, da si se pripravljal na neko stvar, da si pripravljen in te enostavno te zanima, raziskuješ življenje, hočeš več. Bistvo življenja je, da smo srečni, ampak da nismo zadovoljni, da hočemo več, da dejansko hočemo nagrado. Ker potem, če gledamo isto finance v nekih višjih krogih, kajti ko enkrat zaslužiš, 100 tisoč evrov na mesec, to ni pač ravno običajno v Sloveniji, ampak ko zaslužiš 100 tisoč evrov na mesec,
potem ni več vprašanje denar, zakaj ti kreiraš, zakaj ti posluješ, zakaj ti daješ, ampak je dejansko doprinos, ker te zanima, koliko jaz sploh lahko, kako se lahko razvijam, kako grem lahko naprej. Tako da dejansko tukaj malo dobite še dodatne vizije, kaj dejansko finance so. In finance so super, ker si nagrajen, točno veš, bil sem uspešen, naredil sem in sem nagrajen. In recimo v kapitalizmu, tam, kjer so zadeve urejene, potem v mesecu, kjer doprineseš več, imaš več nagrade. Zakaj je problem, recimo v Sloveniji, nekdo, ne vem, recimo naredi 1 milijon evrov nekega prometa in za to je nagrajen 1000 evrov. Ne? In potem pa naredi 10 milijonov prometa, pa je nagrajen 1500 evrov. Kaj je zdaj to? Kdo tukaj ne razume? Seveda v tem trenutku ne razume delavec, ki dejansko sprejme te pogoje. Ne? Ampak na dolgi rok je absolutno, da tega ne razume tudi lastnik podjetja. Če ti v bistvu narediš 10-kratni doprinos, potem moraš biti 10-kratno nagrajen ali pa vsaj nek sorazmeren faktor. To pomeni, ko dejansko bolj ko smo zdravi, bolj ko nas zanima življenje, bolj ko ga življenje raziskujemo, potem dejansko imamo željo po več, imamo željo po novi službi. Poglejte recimo ravno v Sloveniji. Ne? V Sloveniji varna služba na pošti, v banki sedaj niti ne več toliko, ampak državna uprava. Ne? V Ameriki tega ni, v Ameriki pač greš naprej, ko si prerasel neko službo, iščeš nove izzive, hočeš naprej, hočeš napredovati, hočeš se razvijati. In to je dejansko zelo pomembno. Ne? Ampak ker smo že tukaj, vsi hočemo novo službo, hočemo povišico, ne? Hočemo ali iščemo prvo službo. Ne? In smo rekli, denar je nagrada. Nagrada za kaj? Nagrada za doprinos. Doprinos ali korist. Kako pa dejansko naredimo korist? Kaj je dejansko korist? Korist naredimo, ko dejansko zamenjamo neko svojo sposobnost za količino denarja. Mimogrede, najslabša menjava v tem trenutku v svetu, svet se dejansko razvija in tega je seveda gremo v smeri, da bo tega manj, je, da menjaš svoj čas za denar. To pomeni, da si plačan, ne vem, 5, 10, 20, 50 evrov na uro, 100, kakorkoli že, ne? In dejansko delaš določeno število ur in imaš neko normo in tako naprej, ne? In dejansko to število ur menjaš za denar. Delam 8 ur na dan, po 10 evrov na uro je to 80 evrov, krat toliko dni minus prispevke in to. To je dejansko najslabša menjava. V svetu je zelo, bi rekel, veliko bolj pravična menjava je, da menjaš vrednost za denar. To pomeni, jaz ustvarjam neko vrednost, ki jo menjam za denar. Ne? Recimo, vam povem neko zgodbico. Ne? Bil je lastnik nekega podjetja, kateremu se je pokvaril stroj. Ne? Brez tega stroja dejansko je bila, pač proizvodnja je stala, začele so se izgube in ta lastnik podjetja je začel iskati nekega mojstra, ki bi to zadevo popravil. Ne? In v bistvu ni mogel najti tega mojstra. Ne? Prihajali so različni mojstri, nobenemu ni uspelo. Ne? In potem je slišal za nekega mojstra, ki pač obvlada zadevo, ga je poklical, ne? In potem ta mojster pride, pogleda zadevo, vzame kladivo, ping, udari enkrat in popravi ta stroj. Stroj začne delati. Ne? In potem lastnik, super, hvala, super, vse tako naprej. Ne? In potem ta mojster pošlje račun. 1000 evrov. Ne? In potem lastnik gleda in reče lastnik, poglejte, se opravičujem, račun se mi zdi, bi rekel, nekam visok, mi lahko pošljete ta račun nekako razčlenjen, da vidim, kaj ta v bistvu račun vsebuje. Ne? Lastnik je gledal, vse skupaj je bilo mogoče par minut dela, ne?
in se mu je zdelo nerazumljivo, zakaj je tako visok račun. Ne. In potem reče ta mojster, ni nobenega problema in pošlje še en račun, 1000 evrov. Na tistem računu je bilo razloženo, udarec s kladivom 10 evrov, znanje, kje udariti 990 evrov. To je dejansko vrednost. Razumete? Kako naj jaz menjam 20 let svojih izkušenj, 20 let svojega dela, 20 let svojih neuspešnih poizkusov za neko urno, minutno postavko 10 evrov. Zadeva enostavno ne funkcionira. In kapitalizem dejansko te stvari razume in kapitalizem te stvari upošteva. To pomeni, doprinos je tisti, ki je dejansko najbolj pomemben. In doprinos je odvisen od naših sposobnosti. Ljudje imamo različne sposobnosti z vsem spoštovanjem in v bistvu sposobnost je povezana tudi z odgovornostjo. Kot pravim, z vsem spoštovanjem, vendar moramo razumeti, da čistilka ima drugačne sposobnosti in drugačno odgovornost, kot ima recimo nek srčni kirurg. Čistilka si lahko privošči, da sredi delovnega časa, kadarkoli gre na čik pauzo, potem ne vem, mogoče jo pokliče partner in se razjezi in potem v bistvu pusti skupaj in gre domov in tako naprej. Medtem ko srčni kirurg v bistvu nima te, bi rekel, možnosti, da kar pusti nekoga na operacijski mizi in dejansko gre potem domov, ker pač se mu tega dne ni se mu zdelo, da dejansko. Ali pa recimo predsednik države, pa pustimo tele naše politike, pa te se zgodbe. Ampak dejansko predsednik države si ne more privoščiti, da bi karkoli bil slabe volje. Že recimo običajna prodajalka v trgovini mora svoje probleme pustiti doma. Koga briga, če se ona prepira s svojimi otroci, ki se nočejo učiti in dejansko je zaradi tega slabe volje na blagajni. Včasih, ko dejansko pač se ukvarjam z prodajo, pokličem neko stranko, mogoče prvič, in potem mi on tam reče, joj, kaj ste se pa danes vsi name spravili, že 5. klic je. Rekel, halo, plejte gospod, noben se ni na vas spravil, noben se ni dogovoril, ampak človek tega ne razume, enostavno ne zna kontrolirati sebe, ne zna kontrolirati svojega pač temperamenta in tako naprej. Zato je tam, ker je, saj poznate tisto. Največ stvari v podjetju, kaj bi bilo, kako bi bilo treba organizirati, veste, kdo ve? Vratar. Edina stvar, ki vratar ne ve, je, zakaj je on vratar in zakaj je on na tem delovnem mestu in zakaj ne prepoznajo njegovega znanja oziroma njegovega doprinosa. To pomeni sposobnosti. Če želite novo službo, če želite povišico, če želite prvo službo, karkoli, začeti delovno mesto, potem dejansko prvi korak je, da pogledate, kdo ste. Kdo sem? Kakšne so moje sposobnosti? Kaj lahko doprinašam? Kakšna je moja vrednost na trgu? In tukaj so samo dejstva. Ker dejansko pogledajte, če hočete več denarja za tisto določeno delo, ki ga opravljate v službi. Zadeva je zelo preprosta. Ovrednotite svoje delo, greste do pač svojega nadrejenega lastnika podjetja in mu razložite. Poglejte, dragi gospod direktor, dragi gospod lastnik, jaz pač smatram, da za svoje delo bi mi pripadala večja nagrada. In potem lahko dejansko lastnik enostavno pogleda. Pogleda, kaj dejansko vi doprinašate, kakšne so vaše sposobnosti, kako težko ste nadomestljivi. To je dejansko definicija, ki sem jo pred kratkim slišal. Vaša plača je v premo sorazmerju z vašim doprinosom, to pomeni z koristjo, ki jo ima podjetje od vas, in z v bistvu, bi rekel, od tega je odvisno, kako težko ste vi nadomestljivi. Ker pogledajte, dejstvo je,
Če ste, ne vem, stari 40, 50 ali 60 let, opravljate neko delo, ki ni dejansko nič posebnega, ne, in dejansko zahtevate povišico, lastnik podjetja pa ima možnost, da zaposli 20 let mlajšega človeka z veliko več energije, z veliko višjo izobrazbo tudi na ostalih področjih, za polovico manj denarja. Sedaj bomo rekli, to pa ni fair, gremo mi štrajkat. Štrajkat komu? Ne? Štrajkat komu? Komu boš ti štrajkal? Glavni problem v Sloveniji, da se Slovenija ne razvija, je zato, ker dejansko ne moreš odpustiti delavca. Pa upam, da ne bom doživel nekega javnega linča. Ali pa čega? Stvar je v tem, treba se je zbuditi. Ne? Zakaj? To pomeni, ne moreš se dejansko znebiti nekoga, ki ti dela škodo, ki ne dela koristi v podjetju, ne moreš ga zamenjati. Ne? Ker v bistvu trg delovne sile pomeni, sem na trgu delovne sile. Kakšna je moja vrednost? Tvoja vrednost je odvisna od tvojih sposobnosti. Kot sem rekel, če ste stari 40, 50, 60 let, imate toliko in toliko delovne dobe, to pomeni, imate toliko in toliko izkušenj. Ne? Zakaj se tega našega vrlega, mislim, politika, Bavčarja ali ne Bavčarja, nima veze, sem pozabil, kako se piše, zakaj je bil nenadomestljiv. Ne? V vsaki vladi je dejansko bil zunanji minister, se veste, koga mislim. Ne? V vsaki vladi je bil zunanji minister. Zakaj? Zato, ker njegova vrednost je bila, da je skozi svojo politično kariero imel toliko političnih kontaktov, ki so bili toliko vredni na trgu delovne sile. Razumete? In sedaj ravno tako morate iskreno pogledati, ok, kakšna je moja vrednost, kaj lahko doprinašam, ne? Zakaj sem jaz nenadomestljiv, katere so moje sposobnosti, ne? Ker v bistvu, pogledajte, če iščete novo službo, ne? Kaj je najboljši način, da vi prepričate lastnika novega podjetja? Da pridete tja in poveste, kakšno korist bo imelo podjetje od tega, da bo vas zaposlilo. Če pa jaz pridem v vaše podjetje, boste pa vi videli, kako se boste razvijali, kako vam bom povečal prodajo, kako se bo morala v podjetju dvignila, kako bo dejansko celotno navdušenje, entuzijazem prodajalcev narasel, ne? Potem ni nobenega problema. Kako priti do nove službe, ne? Do novega delovnega mesta ali do nove povišice. Ne? Ključ je v sposobnostih. Ok, v redu. Kaj čemo pa sedaj? Če nimam sposobnosti in bi rad novo službo, in bi rad novo delovno mesto, ali karkoli, ali začel svoje podjetje. Zadeva je zopet zelo enostavna. Življenje je itak nenehni razvoj. In dejansko ključ je v tem, da pogledamo, katere sposobnosti potrebujemo za določeno delovno mesto. Ne? Kaj se potrebujemo naučiti? Kakšne so sposobnosti? Katera znanja rabimo razviti? In potem samo to razvijamo. In ko razvijemo, ne? Za mene, gledam po sebi, jaz se vsak dan se učim. Vsak dan se učim nekih osnovnih stvari, na novo, ki sem jih že znal pred mnogimi leti, ampak sedaj jih študiram na povsem nov način. In včasih se vprašam, zakaj mi je pa tega treba? Ja, očitno mi je treba, zato da se enkrat za vselej naučim tako, kot je to potrebno, da bo dejansko zadeva maksimalno funkcionirala in pač moja naloga je, da to znanje predajam naprej. Ne? Tako da ni nobene panike. Ne? In je panika. Panika je v tem, če se ne razvijamo. Se spomnite pred leti, ko so ljudje imeli varne službe v Darsu, se mi zdi, ne? Avtoceste, pobiranje cestnin, ne? In dejansko potem pač dali so tiste listke, ne? Sprejemali denar, tržili svoje zdravje, ne, ker so vsak dan vdihavali toliko strupenih teh plinov, ne, za tisti nek denar. Ne.
In potem se spomnite tiste situacije, ne, ko so prišle pač te ABC, avtomatsko cestninjenje. Vsi ti delavci so, joj, stroji nas izpodrivajo, ne. Treba je štrajkati. Štrajkati komu? Ne. Treba se razvijati. Treba videti, kam gre življenje. Ne. In dejansko vsa ta dela, ki so sedaj najtežja dela in ki jih delajo še fizično, delavci z fizičnimi rokami, bodo vse nadomestili roboti. In če tega ne vidiš, če nimaš vizije, kam bo življenje šlo, in če računaš, to moje delovno mesto bo pa kar ves čas enako, se ne bom razvijal, roboti so na vratih. Poglejte računalniki. Kdo danes ne zna uporabljati računalnika, Worda in vseh teh zadev? Stara mama. Ne? Ampak ne stara mama po letih stara mama, ampak stara mama v glavi. Jaz sem pa v bistvu zagovornik papirja in svinčnika. Ja, v redu, ti bodi zagovornik papirja in svinčnika. Poglejte našo pošto. Kdo še piše pisma? Kdo še pošilja kartice? Pa se spomnite pred leti? Ne vem, jaz se. Ne povem, koliko sem star. Ne? Ampak jaz se še spomnim tistih let, ko smo dejansko vsake počitnice čakali, kateri izmed frendov ti bo poslal neko kartico z znamko iz tujine. To je bila glavna zgodba. In ko si ti šel nekam na dopust na morje, komu čem pisati, komu moram še narediti. Kaj se danes dogaja? SMS, mail, nobenega problema, preko Skypa. Ne? In potem vidite, zadnjič sem bil na pošti in mi prodajajo, ne vem, sprej proti klopom na pošti, ne? Čokolade in vse take zadeve. Ne? Ampak po drugi strani isto, razumemo pošto. Pošta gre naprej, se modernizira, se prilagaja, nima druge izbire. Isto tako v našem življenju. Če hočemo večjo plačo, če hočemo pač novo delovno mesto, če hočemo novo službo, karkoli v življenju hočemo, isti principi, mimogrede, veljajo za novega partnerja. O tem bomo govorili mogoče naslednjič. Ampak, če hočemo te stvari, enostavno moramo pogledati, kdo smo, kakšne so naše sposobnosti, kaj lahko doprinašamo, kakšna je naša cena na trgu. In če nismo zadovoljni z odgovorom, ki ga dobimo, potem je zadeva ravno tako, zelo, zelo enostavna. Gremo v akcijo, gremo na nek tečaj, kupimo knjigo na izobraževanje, pač lahko si dobimo coacha, karkoli že je, dejansko moramo delati na svojih sposobnostih. In ko razvijamo svoje sposobnosti, avtomatsko pač za sposobnosti seveda, kako razvijamo sposobnosti, eno so dejansko znanja, bi rekel čisto tehnična znanja, znanja v internetu, karkoli že komunikacija, drugo so znanja o življenju. Da razumemo življenjske zakone, da razumemo, da to, kar seješ, tudi žanješ in tako naprej, da razvijamo svojo moralo, razvijamo svojo odgovornost in potem ni nobenega problema. Potem se ne bojimo za svojo prihodnost, se ne bojimo za svojo službo in tako naprej. Tako da, dragi moji, dejansko zadeva je zelo preprosta in zadeva je komplicirana. Kot vedno pravim, treba se je zbuditi. Treba se je avtomatsko obvezno zbuditi, treba je iti naprej, pozabiti je treba na 8-urni delovni čas, pozabiti je treba na soboto, pogledajte, mi delamo fantastično oddajo, ampak delam v soboto ob 7 zvečer. Ok, za mene to ni delo, za mene je to užitek in z veseljem doprinašam, z veseljem upam, da lahko ti nasveti koristijo, tudi vam. Ne? Tako da dejansko pozabiti treba na vse te stvari. Ne? Delaš, koliko časa delaš v službi, delaš, dokler ni narejeno, delaš, dokler ne narediš rezultata in ne 8 ur. Ne? Recimo, poznam zgodbo iz Avstrije. Ne? V Avstriji imajo radi Slovence, ki naprimer polagajo ploščice, ne, obrtnike. Zakaj? Zato, ker v bistvu avstrijski obrtniki
Ostalih razmer ne poznam, da ne bomo zdaj spet potegnili črto in rekli, Avstrija je super. Avstrija je super, ampak v bistvu tam razumejo kapitalizem tudi v drugih točkah drugače. Ne? Ampak avstrijski obrtniki pridejo zjutraj, ne vem, ob 6 pridejo in ob 2 grejo. Slovenski obrtniki pridejo, ne vem, ob 6 in gredo takrat, ko so gotovi. Ne? In zadeva je hitreje narejena. In to je vse skupaj dejansko, se pravi, treba se izbuditi. Tiste varnost. Kaj je varnost? Edina varnost, ki obstaja, je, da veš, da je življenje razvoj. Da veš, da greš naprej, da veš, kam se bo svet razvijal, da veš, da se moraš ti razvijati, da se moraš vsak dan izpopolnjevati. To je dejansko varnost. Ne? Ker poglejte, če se vsak dan delam na sebi, je vsak dan moja vrednost vedno večja. Čeprav prihajajo novi, mladi, ne, mladinci iz fakultete in to, dejansko, dokler me oni ujamejo, bo še nekaj preteklo. Ampak dejansko to pomeni, moram pa tudi res nekaj delati, da imam neke rezerve, preden me oni ne ujamejo, da ni vse skupaj fake. Ne. In konec je vseh teh varnih služb, ne, poznanstev, boste videli v Sloveniji, poznanstev bo vedno manj. Ne. Poznam unga, ki mi lahko nekaj zrihta. V redu, v redu. Na koncu bo dejansko, vsi hočemo nagrado, vsi hočemo korist. Ne. Se veste, že v običajnem partnerstvu ne maraš nekega partnerja, ki se dejansko se ti pač usede na vrat in ga ti pač nosiš par let okrog in dejansko nič ni od njega in dejansko samo ti vlagaš in vlagaš in vlagaš. Isto je z delavci. Ne. Počasi bo konec te iluzije, da nekdo pride in se prefočka v službo in 8 ur tam pač je tam, ker je tam, dobi plačano za svojo prisotnost, dobi plačano, da parkira sebe. Ne? Tega je dejansko konec. Ne? In v bistvu v tem trenutku je takega delavca še zelo, zelo težko odpustiti. Ne? Zato pač iščejo delodajalci drugačne zgodbe. Ne? Pač pogodbeno delo, SP in tega je v Sloveniji ogromno, ne? Kjer pa spet dejansko ni v redu. Ne? To pomeni sposobnosti. Kakšna je moja vrednost, kakšne so moje sposobnosti, če nisem zadovoljen s tem, razvijam sebe, razvijam sposobnosti, poiščem pomoč, poiščem navodila, ne? In enostavno svetla prihodnost čaka tiste, ki jo vidijo, ki verjamejo. Ne? Tisti, ki dejansko še vedno pač obožujejo preteklost, ne? Ko smo imeli Tita, je bilo super, ko je bilo to, je bilo super. Ne? Zbudite se, zbudite se. V redu, dragi moji, to je bila današnja oddaja Recharge Your Life TV. Ne? Na tematiko malo smo pogledali finance. Finance so samo nagrada. In dejansko bolj kot razumemo, da so finance nagrada, rajši jih bomo imeli. Ne? In potem, ko veš, da je to nagrada, hočem biti nagrajen. Ne? Plej, sem nekaj naredil za tebe. Ne? In ker pač delam, moram jaz tudi plačati elektriko, hočem biti nagrajen. In to je super. In potem vsi to razumemo. Ne? Če imate vprašanja, pišite na info@miranpeterman.com. Če vam je všeč video, če čutite, da je zadeva uporabna, delite naprej, naročite se na novičke, naročite se na YouTube kanal, trenirajte, delajte na sebi in uživajte življenje na polno. Želim vam čudovit večer, jutro, dan, karkoli že je, bodite čudoviti in jejte življenje z veliko žlico.